pa so investitorji v vaš sklad? Ja, se mogoče najprej predstavil tudi pač preostale partnerje. Mogoče, tako, Aha, okay. Se pravi, mi smo en tip sklada, ki se reče Founders for Founders sklad. Ne? Se pravi, v bistvu mi smo vsi ustanovitelji, ki smo naredili svoje zgodbe in v bistvu zdaj pač mogoče čutimo, pač, da nekaj lahko izboljšamo v tem našem ekosistemu. Ne? Tako da v bistvu drugi co-founder, drugi partner v skladu je Rok Zorko. On je v bistvu bil soustanovitelj Outfit7, bil je head of product in v bistvu je tudi nekako čez angelsko investiranje, nekako se tudi zaljubil v to investiranje in pač v bistvu je ključen del sklada. Ne? Tretji je Izač Dralović, ki je v bistvu co-founder Mikroblinka pa Fotometa. Spravo, on je iz Hrvaške, iz Zagreba. Fotomet je pač zgodba, ne vem, če si slišal, no, ampak to je leto pa pol nazaj Google kupil za 700 milijonov. Se pravi, oni so delali aplikacijo, kjer ti vzameš telefon, s kamero pač slikaš neko enačbo in ti jo ta pač potem lepo korak po korak razloži, kako se jo reši. Ne? Zdaj, če bi gledal to zdaj čez oči, kaj zna zdaj ChatGPT, ali pa ostali, pač to mogoče ni več toliko impresivno, ne? Ampak začeli so oni to v 2014. Ne? In takrat so v bistvu to naredili, da čist na telefonu to laufa. Zelo impresivno in tudi ta prav čas so se pač prodali, tako da zdaj pač iz tega ratala Google Office pač v Zagrebu. Ne? Je tako, če recimo, da damo v neko perspektivo, ne? To je zelo blizu temu, kar je Outfit uratal. Tako, ja. Outfit7. Tako, se pravi, ja. Outfit7 za milijardo, oni za 700 milijonov. Ne? Tako, ja. Pol tudi, če postavimo mogoče v bok, se pravi, še Sportradar, ne? Se pravi, tam 2018 smo mi prodali delež po 2,5 milijardni valuaciji, zdaj pa vmes je šel pa public, tako da v bistvu zdaj bi rekel, da že čez 5 milijard trade, ne? Se pravi, v bistvu, da je Sportradar, ja. Tako da v bistvu je še ena taka multinacionalka unicorn pač v Sloveniji. Ne? In se mi zdi, da meni je škoda, da pač jih ni več, zaradi tega, ker to so idealne valilnice kadrov. Prav, ljudje grejo tja, delajo nekaj let tam, imajo pač super mentore, lahko vidijo pač, rešujejo lahko svetovne probleme. Ne? Pa se pa naveličajo, pa upam, da pač bojo kaj novega štartali in pač bomo lahko investirali v njih. Ne? Ja, dober bazen za founderje, ne tako, si mislim. Ja. No in v bistvu zdaj, se pravi mi, pa še pa v bistvu Vuk iz Celtere, recimo, pa tako naprej, to je ekipa. Ne? Zdaj Vuklav, ja. No in zdaj to je ekipa, ki je že tako dost, se pravi, taka, rekel, ustanoviteljska. Ne? Se pravi, imamo pač neke svoje izkušnje, ki jih z veseljem delimo. Ne? To, kar si pa delimo pa še tudi s temi kolegi investitorji, ne, so pa podoben tip, ne, se pravi v bistvu podjetniki, ki so pač začeli neko zgodbo, jo uspešno zaključili, ali pa da pač v bistvu podjetje dobro dela med dividende in pač enostavno se čutijo blizu temu našemu poslanstvu, pač pomagati naslednji generaciji zgraditi še 10-krat večje zgodbe, kot smo jih mi zgradili. Ne. Tako da v bistvu v tem tretjem skladu imamo zdaj že 110 individualnih vlagateljev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, pa tudi iz tujine. Ne. In pa zdaj, kar je pač prvič zdaj, ne, so tudi pokojninci, so jih začeli zanimati ta tip investiranja, tako da v bistvu imamo 4 pokojnince, 2 iz Hrvaške, 2 iz Slovenije, ki so pač tudi investitorji v tem skladu. Ne. Aha, kaj pa EBRD, pa te zgodbe? Zaenkrat nismo nič z njimi delali, bolj se počutimo z privatnim kapitalom, ki nima nobenih omejitev. Se mi zdi, da to, da če si ti sklad, ki si omejen regionalno, to zdaj čisto moja subjektivna ocena, ne, pač ima določene minuse. Ne. Prav, mi zares, kaj je naša naloga, je, da naredimo čim boljši donos. Ne. Kar pomeni, da moramo tudi gledati pač, mogoče od izven naše regije. Ne. Gledati moramo najboljše investicije in tudi to, da pač si širši, da pač enostavno se pogovarjaš mogoče po celi Evropi, ne, ti da en širši pogled. Bolj lahko oceniš, aj neka zadeva zanimiva ali ne. Ko investitorje imaš tuje sklade, s katerimi pa v bistvu boljš odnos zgradiš in tako naprej. Tako da v bistvu dolgoročno, čeprav bi rekel, da smo mi zelo generalisti, ne, se pravi, da investiramo pač v vse različne stvari, so že kakšne stvari, ki pač vidimo, da pač enostavno niso za nas. Ne vem.
blockchain, kripto, pač enostavno, mogoče mi nismo ta pravi ljudje za to. Obstajajo ljudje, ki so bolj ta pravi za to smer. Ne? Mi mogoče nismo. Ne? Hardware je vedno težek. Ne? Tako da v bistvu, recimo, BirdBuddy je bil bolj izjema, čisto zato, ker pač so imeli neko napeljavo na subscription, ki ga zdaj tudi v bistvu gradijo. Ne? Se pravi, nek promet, ki ga pač v bistvu tvoje stranke konstantno leto po leto potem plačujejo, ker imajo pač neko tako dolgoročno vrednost. Ne? Za razliko kot bolj ta e-commerce model, kjer pač ti narediš produkt, ga prodaš in pol nimaš več stika s to stranko. Ne? Tako da vidimo, da recimo, se pravi, zelo močni smo, predvsem zaradi Outfita pa zaradi Photometa v mobilnih aplikacijah, ki imajo pač nek subscription. Tukaj vidim, da je tudi pač ogromnega potencijala, ki lahko svetovno konkuriramo drugim skladom, ne? Pa še pač neke druge te stvari. Ampak mogoče ti spol bolj materija se lahko pol malo pozneje o konkretnih primerih lahko pogovarjava. Okay, zdaj, mogoče tlele fajn, da omenjava to, ne, da recimo, če EIF ali pa EBRD investira v tak sklad, da so verjetno kakšne omejitve geografske, ne, tako, kam lahko oni ti investiraš. omejijo, da pač v bistvu ta denar mora pač se poinvestirati samo v Slovenijo. Ne? Ja. In tudi še več, ne, v bistvu doskrat je tako, da mora biti pol to samo slovenski DO. Ne? Zdaj, zaradi tega, ker prvič, saj za enkrat, Slovenija še nima neke oblike, ki bi bila primerna najbolj za taka visokotehnološka podjetja. Ne? Mi poznamo ta DO, ki je v bistvu pač dejansko kopija GmbH-ja, nemškega, avstrijskega. Ne? Tam to je narejeno v bistvu bolj za taka družinska podjetja, kjer vsaka delnica je enaka drugi delnici. Ne? In že ne moreš narediti pač to, kar ponavadi delaš pač v večjih ali pa ambicioznih podjetjih, da en del razdeliš zaposlenim, ne? Se pravi, da tudi zaposleni, da pač so del podjetja in imajo lastništvo v podjetju, ampak ni nujno, da je to isti tip deleža, je ponavadi tip, kjer nima glasovalne pravice, ne? Pa ima manj vpogledov pač v poslovanje, ne? Ker hočeš pa to nekako zamejiti, ne? Ampak v bistvu je pa udeležen pri karkoli se pač te vrednosti v bistvu nabira v tem podjetju. Ne? Se pravi, to je ena stvar, ki se mi zdi zelo pomembna. Tukaj tudi, mogoče še ena stvar za omeniti, ustvarjali smo tudi, lahko bi rekel, zbornico, Slovenski tehnološki forum, to je zbornica visokotehnoloških podjetij, kjer pač v bistvu smo videli, da vlada ima dostikrat probleme čist radi bi pač nekaj naredili, mogoče se niti ne zavedajo kakšnih težav, ki imajo pač ta podjetja, ne? In v bistvu mi probamo biti čim bolj konstruktivni sogovornik za vlado, da, ne vem, če je to pač kar se tiče financ, obdavčitev ali pa karkoli, da pač se pogovarjamo tam glede teh problemov. Ne? In recimo iz tega zdaj že počas, zdaj imamo že pač, ne vem, je bilo to že sprejet, ampak v bistvu en nov tip obdavčitve, kako ti, ko podeliš nekemu zaposlenemu stock option, ne? Včasih je bilo to še kar grdo, bom rekel. Ne? Se pravi, v smislu, ta zaposleni, ne, prvič, se pravi, dela v neki firmi, ki je rizična. Se pravi, že tako lahko rečemo, da pač v bistvu njegova plača ni najbolj zagarantirana, že za naslednje pol leta. Ne. Drugič, zdaj pričakujemo, da v bistvu bo on kupil delež te firme. Se pravi, bo on mogel najti, vzeti kredit, ne vem kje, da bo pač plačal ta delež in pol ga še zacolamo za razliko v vrednosti, ki karkoli rata on paper, ne. Kar je spet, je on paper. Ne. Se pravi, v bistvu če rečemo, da ne vem, vsak 100 startup, da pač bo zares uspel, ne, v bistvu zares izpostavljamo zaposlene nekemu čist nepotrebnemu riziku. In v bistvu to je tudi, Ministrstvo za finance so pač to tudi prepoznali in v bistvu zdaj je en način, ne, kjer v bistvu za startupe, če grejo po tem programu, ne, v bistvu jim ni treba takoj plačati davka in v bistvu tudi mislim, da če firma propade, da jim sploh ni treba davka plačati, ne, na temu. Ne. Vem, da se zelo malo podjetij odločali za kakršne koli opcije, ne, ravno zaradi tega razloga. Ja. Mislim, zdaj imamo celo 3 opcije, ne, sicer so pač na različne tipe podjetij pač jih targetirajo, ne, ampak v bistvu še zdaj imamo tako malo zmede tudi s tem, ne, ampak je pač nek premik. Ne. Druga stvar je pa v bistvu, temu pa rečemo vitka delniška družba, oziroma bomo videli, v kakšni obliki bo pač to prišlo ven, če bo. Ne. Se pravi, nek odgovor, ki tudi vidimo po celi Evropi, neka lažja oblika DOO-ja, ne,
kjer v bistvu ne rabiš zdaj glih notarja za vsako spremembo, ki jo pač delaš. In v bistvu tudi imaš lahko pač več teh tipov deležev. Ker v bistvu pol to, kar sem rekel, primer, ne, da zaposleni imajo mogoče en tip delnic, ne, investitorji imajo pa spet tretji tip delnic. Ne, taj pa ponovadi ima neke pravice več. Ker spet, to je rizična investicija in ti se rabiš pač na nek način zaščititi. Ne. In v bistvu zdaj bi bilo to ful dobro, da pač ne bi bilo treba nam odpirati firme v tujini, sam zaradi tega, ker pač v bistvu rabiš to. Ne. Tako da, kje so zdaj pač prišla do tega, ne, je, da večinoma zdaj te ambiciozne zgodbe ustanovijo podjetje nekje v tujini, kjer pač je to možno. Tako da v bistvu headquarter je v tujini, ponovadi tam, kjer je končni trg. Tudi ekipa se pač v bistvu, vsaj ta glava del, s časoma pač preseli tja, ne, in v bistvu pač tam operira. To, kar pa ostane v Sloveniji, je pa pač v bistvu ta R&D del, ne, se pravi v bistvu tam razvoj, ves ta del, ki je še vedno visoka dodana vrednost. Ne. Ampak zdaj, če si pa ti nek sklad, ki si omejen samo na DOE, investiranje v slovenske DOE, je pa to kar velika omejitev. Veliko teh, mi delamo tudi v bistvu pač to analizo aktivnosti investicij, ne, se pravi to vsako leto objavimo State of Adria Tech Report z vsemi pač investicijami in exiti in tako naprej. Ne. In je zelo jasno viden, da pač je te firme, ki dejansko se prebijajo, večinoma imajo pač headquarter v tujini. Ne. Tako da v bistvu čisto enostavno, vsaj zaenkrat, nismo videli, da bi lahko naredili dobrega sklada, če bi pač v bistvu se fokusirali samo na regijo. Ne. Pa ne pravim, da ni možno, sam pač jaz pravim zase, da pač je mogoče lažje ali pa boš tako narediti. Okay. Dolgoročno pa upam, da pač se bo stvari tudi spremenile. No.